Lepo pozdravljeni, pa hvala Saši za povabilo, pa nastal vod. Sicer moram popraviti, da v bistvu, sem se v preteklosti tudi z nekimi bolj empiričnimi zadevami z tega področja ukvarjal, ampak tale zadeva zdaj bo bolj konceptualne narave, oziroma bom poskušal reflektirati en sklop del enega avtorja v antropologiji, in sicer Tima Ingolda, ker je postal precej vpliven na tem področju. Zdaj, kar se tiče naslova, mečken je provokativen, ampak gre za dve referenci iz zgodovine antropologije. Prva je Jack Goody in druga je pač Miha Kozorog, ki sta pisala proti ritualu in pa proti urbanosti. Zdaj ne maram sicer ponovadi brati referatov, ampak tokrat, ker je tema pač taka, da je mečken bolj haklih, bom bral, tako da upam, da boste zdržali, pa da vas ne bom popolnoma zdolgočasil. Tako da pred približno 5 leti smo lahko v komentarju, ki je takrat precej razburil javnost, brali, da moramo postati družba, ki spodbuja znanje, kreativnost, podjetnost in svobodno iniciativo. Kar, kot nadaljuje avtor, predpostavlja temeljne spremembe, ki bodo zarezale v samo jedro družbenega ustroja. Avtor zapis zaključi z ugotovitvijo, da je tistim, ki se v družbi znanja in kreativnosti, podjetnosti in svobodne iniciative ne želijo ali ne zmorejo sodelovati, v dobro vseh, citiram, potrebno zahvaliti, torej jih odsloviti. Besede avtorja, kjer ga ime bom še za en hip zadržal zase in ki je leta 2011 upravljal funkcijo direktorja direktorata za znanost na takratnem Ministrstvu za znanost, izobraževanje, kulturo in šport, danes deluje pravzaprav precej benigno in recimo temu normalno. Seveda ni bil ne prvi, ne edini, ki v tistem času, pa tudi že nekaj prej, uporabljal tovrstno izrazje. V dokumentih državne politike se je na primer izraz kreativnost pojavil leta 2008, kasneje v času liberalno in socialno-demokratske vlade, pa je raba izrazov, kot sta kreativnost ter kulturne in kreativne industrije postala nekaj samoumevnega. V tem žargonu je denimo s knjižico kulturne in kreativne industrije po slovensko Ministrstvo za kulturo naslovilo delujoče na tem relevantnem področju, da naj se tudi sami poslužujejo tovrstnih izrazov, saj da jim bodo omogočali preživetje v procesih privatizacije kulture. Naslednja vlada, torej tisti, ki je prepadal tudi Borut Rončević, avtor uvodnih citatov, je ukinila samostojno ministrstvo, močno skrčila finančna sredstva za umetniške programe, direktorat za umetnost preimenovala v direktorat za ustvarjalnost. S tem se je, kot pravi Nenad Jelesijevič, upravljalska paradigma eksplicitno opisala že v ime državnega aparata in se že na ravni jezika povzdignila v menedžersko določilo, ki nam torej sporoča, tukaj upravljamo z ustvarjalnostjo. Priljubljenost izraza kreativnost in drugih z njim povezanih ima sicer daljšo zgodovino, ki presega meje Slovenije in začetke, katere lahko lociramo v Veliki Britaniji na sprehodu iz 80. v 90. Sociolog Jože Vogrinc o tem pravi naslednje. Termin kreativne industrije je eden izmed političnih, družbenih in kulturnih, termin kreativne industrije je eden izmed izidov političnih, družbenih in kulturnih bojev, ko je Margaret Thatcher kot konzervativna predsednica vlade upeljala neoliberalno ekonomsko politiko, njen naslednik John Major in za njim laboristični premier Tony Blair pa sta jo prevzela kot samoumeven okvir politik in ideologij v gospodarstvu in v kulturi. Konec navedka. Torej, v kontekstu posplošene deindustrializacije v Veliki Britaniji je kultura sploh popularna, pravzaprav ni imela druge možnosti, kakor da se preoblikuje v, če zopet uporabim Vogrinčeve besede, snob zasebnih storitev, ki se promovira kot postindustrijska, postmoderna, privatizirana in fleksibilna, torej z eno besedo postfordistična panoga gospodarstva. Družboslovci, torej predvsem sprva z področja kulturologije in medijskih študij, so prevzeli žargon kreativnosti, antropologi pa so zastajali le malo. Po eni strani je torej ne le pričakovano, ampak tudi nujno, seveda, da se ve, da kolikor želi biti relevantna, spremlja politične, družbene in kulturne spremembe, se na nje odziva in jih reflektira. Za kar seveda potrebuje neko določeno avtonomijo v razmerju do oblasti in kapitala oziroma do vseh teh sprememb, ki jih preučuje. Stanje te avtonomije se nenazadnje kaže tudi v besedišču, ki ga neka veda producira in uporablja, oziroma pač tudi ne, če ga ne.
Po drugi strani pa se treba zavedati, da stališča logike znanosti ne le nepričakovano, ampak skoraj da nemogoče, da okolikor želi biti znanstvena, ne vpija, recimo temu, saj ne brez neke epistemološke predelave političnih, družbenih in kulturnih sprememb. Okolikor tega ne počne, izgublja svojo avtonomijo, zmožnost in sposobnost preučevanja, torej tisto naloge, ki je pač zadana. V luči torej vsega tega, sedaj povedanega, je presenetljivo, mogoče pa tudi ne, s kakšno lahkoto se je del sodobne antropologije pravzaprav odpovedal tej avtonomiji, ki sem jo pravkar očrtal, in da še več pravzaprav dejavnost spodbuja odrekanje tej avtonomiji in propagira neposredno vpletanje v svet. Eden teh, ki propagirajo to vrstno početje, je z nekaj malega pretiravanja rečeno tudi eminenca, nekoliko že osivela, britanski antropolog Tim Ingold. Izpostavljam ga preprosto zato, ker je eden tistih, ki je veliko svoje pozornosti namenil kreativnosti oziroma ustvarjalnosti. Torej, ne le, da je v delu ustvarjalnost in kulturna improvizacija spisa v tem trenutku verjetno eno najbolj aktualnih pojmovanj ustvarjalnosti, ampak bdi tudi nad knjižno zbirko antropološke študije ustvarjalnosti in percepcije, v kateri najdemo naslove, kot so na primer preoblikovanje antropologije, dizajn antropologija, pogovarjanje s krajino, zamišljanje krajin in tako dalje. Poleg tega pa je napisal še določene monografije, kot so poti hoje, črte, življenje črt, percepcija okolja, biti živ, izdelovanje in tako naprej, če se omenjam samo na zadnjih 10 oziroma 15 let. Njegov opis ustvarjalnosti, ki se zaradi priznavanja ustvarjalnosti vsem kaže, oziroma njegov opis ustvarjalnosti, ki se zaradi priznavanja le-te vsem kaže, oziroma ima formo demokratičnosti in zaradi vpletanja elementov okolja ima formo demokratičnosti in ekološkosti, poudarja naslednje 4 prvine. Ustvarjalnost je generativna, torej proizvaja nove pojavne oblike, ki jih doživljajo oziroma dojemajo tisti, ki živijo po in v soglasju z njimi. Drugič, je relacijska, torej uglašena in se odziva na delovanje drugih. Tretjič, je časovna, torej ima trajanje in je ni mogoče stisniti oziroma skrčiti v nek trenutek ali serijo trenutkov. In četrtič, ustvarjalnost je splošen način našega delovanja. Torej, da tako funkcioniramo v vsakdanjem življenju, v umetnosti, znanosti, skratka, vedno in posod. Čeprav se lahko že v bistvu s temi 4 prvinami opazimo nekaj teoretskih težav, recimo nezmožnost razlikovanja in preobražanja kvalitet v kvantitete in obratno, pa je treba priznati, da ima določene pozitivne aspekte, in sicer, da ustvarjanje ne zaklepa v notranjost po možnosti izjemnega nadarjenega posameznika ali posameznice, ter da ni osredotočena zgolj na inovativnost in izdelke. Torej, te pluse Ingoldovega pojmovanja lahko strnemo takole. Ima formo demokratičnosti, ekološkosti, poudarja procesualnost in odvisnost od drugih živih in neživih elementov okolja. Torej, čeprav je zgolj forma, ki jo slika njegovo pojmovanje, je ta forma ključna, se lahko v njenem ozadju precej enostavno prepoznamo, da trenutna družba v glavnem ne deluje tako, kot bi po Ingoldu naj bi. Ampak zato smo seveda potrebovali to formo. Ker njegov opis ustvarjanja ne opisuje velikega deleža konkretnega ustvarjanja tukaj in zdaj, torej v pozno-kapitalističnem kontekstu, kjer gre ravno za ustvarjanje izdelkov in vedno bolj pogosto tudi različnih projektov, ki jih prodajamo na trgu, torej trgu, ki ga s pravnimi ideološkimi vzvodi, ponekod pa tudi fizično širijo produkcijske odnose. Dobivamo to, kar poznamo pod izrazom prekarnost, oziroma prekernost, ko smo zaposleni, hkrati tudi na trgu delovne sile, in posamezniki in posameznici, ki smo v prekernih odnosih, smo hkrati lastniki delovne sile in svojih produkcijskih sredstev, ter smo na tem posplošenem trgu ločeni od družbenih pogojev produkcije, ter tam, torej na trgu, postajamo tako imenovani podjetniki samih sebe ali pa človeški kapital. In če, kot pravi Močnik, vsaka konstrukcija, ki zase razglaša, da naj bi veljala na splošno in za vsa področja, tudi liberalni trg s svojo splošnostjo prikriva neko čisto posebno podrobnost in sicer posebnosti delovne sile in kapitala, torej obeh tečajev razrednega razmerja, potem se lahko vprašamo, ali ne obstaja nevarnost, da splošnost Ingoldove ustvarjalnosti prikriva kakšno tovrstno razmerje. In res,
V razpravi o sicer klasičnem delu za tovarniškim strojem Ingold med drugim zatrdi, citiram, da leži bistvo veščine v zmožnosti improviziranja, s katerim praktikanti razstavijo konstrukcije tehnologije in ko se ustvarjalno vključijo v potek svojih življenj. V tej zmožnosti leži moč življenja, da se opira usiljevanjem režimom ukazovanja in nadzora, ki želijo praktikante spremeniti v tisto, kar je Karl Marx nekoč imenoval živi privesek brezživljenjskega mehanizma. Konec Ingoldovega navedka. Torej, najmanj, kar lahko rečemo, je, da očitno Ingold ni nikoli delal za strojem, da lahko tako enostavno slavi možnost življenja, ki na mnogih mestih v njegovem delu izenačeno z ustvarjalnostjo. In poudarjam, torej življenja enačenega z ustvarjalnostjo, torej nekakega življenja kot takšnega, ne pa življenja konkretnih ljudi. Ingold natanko, tako kot eden njegovih glavnih virov, francoski filozof Henri Bergson, navajam pa to naslednjo kritiko iz Horkheimerjevega besedila, reducira na celoten svet na eno večno esenco, zatrdi duhovni pomen dogodkom in opiše človekovo trpljenje v realnih razmerjih kot združenje s to esenco. Zdaj, trpljenje je treba mogoče tle razumeti pač vsa realna dogajanja. Popolnoma enako pozicijo najdemo v Ingoldovem znanem in pogosto citiranem opisu časovnosti krajin, torej okolja. Tam nas avtor pozove, da si zamislimo, da se je za svet, ne pa tudi za nas, opozovalce, čas močno pospešil. In da če torej čas dovolj pospešimo, pravi Ingold, bomo videli, kako sam svet diha. In iz te izvenzemeljske in izvenčasovne pozicije za ilustracijo uporabnosti svoje ideje o krajni nalog, torej tega precej znanega koncepta taskscape, katerega prednost ne bi bila ravno v tem, da se umešča v resnično delo oziroma različne interakcije s krajino, komentira sliko žetev Petra Bruegla starejšega. In podobno kot v zvezi s strojem opiše, da so življenja kmetov, ki igrajo ali po Ingoldovo ustvarjajo na poljih, prepletajo z življenjem krajine, torej opisuje, kako postajajo, recimo poenostavljeno timo reči, eno. Ob tem pa se tistim menihom, ki so na sliki, ki se ležerno kopajo v bazenu, niti ne nameni besede. V očrtanih primerih pa, torej v tem delu na poljih in delu za strojem, pa je pozicija enaka. Je izvzeta iz realnega sveta ljudi, ki jih ne glede na konkretna družbena razmerja, v katerih se nahajajo, opisuje kot da med njimi ni nikakršnih družbenih, ekonomskih, političnih razlik. Torej, izkušnje in družbene, to je razredne, spolne, etnične in kakršnekoli druge, pozicije konkretnih ljudi so očitno nepomembne, ko gre pa, kot Ingold vedno znova zatrjuje, življenje naprej. Torej, svet, kot ga opisuje Ingold, je, kot ga sam imenuje, sicer z referenco na Lefebvra, svet pleteža oziroma meshwork. Torej, množice popolnoma enakovrednih tokov oziroma črt niti življenja, torej praktično vse živo je mogoče, vse je možno opisati s temi izrazi pri njemu, v katerih popotniki, kot imenuje živa oziroma nekakšne niti z zavestjo, tkemo nove niti, do protislovij in razlikovanj v tem svetu torej ne more priti. Zmožnost popotnikov, pravi Ingold, leži v njihovi sposobnosti, da najdejo usmeritev sveta v postajanju, ji sledijo, medtem ko to usmeritev prilagajajo svojim razvijajočim se ciljem. Kot vedno že zapleteni v pletež, pravzaprav nimajo druge izbire, kakor da so dejavni, ali znotraj okvirjev, ki so že tam odvedno in bodo zavedno. Popotnik lahko le vse skozi dela, a narediti, končati ne more ničesar. Pletež pa ga kljub deklarativni odprtosti hočeš nočeš zakvačka vase. Torej, ena glavnih težav po Ingoldu povezanih z okoljem pa je, da smo si moderni in ta izraz je sicer sposoben pri Latourju, precej sorodnemu avtorju Tima Ingolda, vsaj v določenih aspektih, vsaj domišljali, da nismo zapleteni v to kvačko in da smo se zato od okolja odtujili. Kar pa nas je pripeljalo, pravi Ingold, do velikanskih ekoloških problemov. Njegova rešitev je pa preprosta. Pozabimo na globalno dimenzijo, prostor, v katerem, ki v enem povezuje in ločuje celoten planet, saj to so pravzaprav znamenja odtujitve od okolja. In se raje zgledujemo po prvobitnih ljudstvih, ki zavesti v dejavni prepletenosti s svojimi neposrednimi okolicami niso izgubila. Rešitev je, torej po Ingoldu, v pripoznanju naše primarne in neizbrisljive umeščenosti oziroma zapletenosti zgolj in samo v lokalni pletež.
Torej, opis popotnika v tem pletežu je po eni strani pravzaprav precej zamegljen opis kreativnega industrialca, v narekovajih, če hočeš, nočeš, torej, kreativnega industrialca v narekovajih, ki je hočeš, nočeš vržen na trg dela, kjer se prosto po Bibiču realizira kreativna ideja kreativnih industrij kot slabe neskončnosti iskanja tržnih niš za pridobitev monopolne rente. Po drugi strani pa je opis popolnoma analogen navodilom, ki jih Ingold daje antropologiji kot vedi in si prizadeva za večjo relevantnost v svetu. Antropologija naj bi preprosto sledila potrebam sveta in ga spodbujala v najdenem toku postajanja. Ob tem pa, mimogrede rečeno, Ingold zagotovi, da so se vse zgodovinske različice antropologije kot mimobežnice oddaljevale od sveta, v katerem bivamo. Pričemer seveda pozabi na antropologijo oziroma njeno vlogo v kolonialnem projektu. Skratka, vključimo se v tok, flow, zlimo se z zeitgeistom. Ali povedano drugače, po Ingoldu se moramo antropologi podrediti oblasti in kapitalu, odpovedati javni rabi uma in se zadovoljiti s privatno. Za konec pa naj se navežem še na Stuarta Rockefellerja, po katerem v antropologiji zelo razširjena ideja toka zamegljuje razmerje med lokalnim in globalnim, obenem pa je neizbrisljivo povezana s perspektivo upravljalca, torej podobno kot je s tovrstno perspektivo po Jelesijeviču v kulturni politiki povezana kreativnost. Toda pri Ingoldu, kot upam, da sem vam uspel pokazati, ne gre za upravljanje, saj načrtno ne daje prednosti močnejšim ali perspektivnejšim, kot v nekaterih svojih nasvetih oblastem počnejo tudi nekateri raziskovalci ustvarjalnosti. Ampak je preprosto nad celotno to zadevo realnega življenja. Zaseda perspektivo, pravzaprav na videz apolitično perspektivo aristokrata, ki podpira to enovito in tekoče življenje, ustvarjalnost, okolje. V tem nekoliko pravzaprav spreminja na nekdanjo ministrico za kulturo, ko je med uveljavljanjem kreativnih industrij v nacionalno kulturno politiko, ki je, torej zopet po Bibiču, v sledečem navedku strnila na videz apolitično logiko delovanja diskurza kreativnih in ustvarjalnih industrij. Tako pravi ministrica. Kultura ni deljiva na alternativno, elitno, amatersko, uradno, mrtvo, živo, klasično, mladinsko. Ustvarjalnost je kratko malo baza vseh procesov okoli nas. Skratka, po Bibiču. Vse razlike, dejanske in hipotetične, abstraktne in konkretne, vsa protislovja in konflikti, ki prečijo in členijo kulturne in umetniške prakse, se s preprosto gesto premestitve oziroma nadomestitve odpravljene v pomirjeni ustvarjalnosti. Torej, ko je ministrica zapisala te besede, se pravzaprav v javnosti ni razburil več nihče. Hvala.